Bela krajina, bi lahko rekli, je obljubljena dežela, ker se cedita med in mleko. Le dojeti je potrebno to zgodbo in videti vse tiste vinske gorice, ki dajejo prekrasno vino, in pa žal nekoliko kamnite pašnike, ki pa dajejo krasno pašo za ovčarstvo. In belokranjska pramenka je sinonim za nekaj, kar imamo tu pri nas v dolenjskem, belokranjskem in posavskem prostoru. Nekaj, kar imamo samo mi. In zaradi tega govorimo o belokranjskem ovčarstvu. Če v Sloveniji pomislim, kje je izvirni zaslužek, lahko rečem, da v kmetijstvu zagotovo. In še posebej tam, kjer drugi v svetovnem kmetijskem gospodarstvu tega, kar imamo mi, nimajo. In zagotovo nimajo belokranjske pramenke, se je ta izvirna v naši Beli krajini. In prav zaradi tega se mi zdi praznik ovčarstva v Beli krajini še toliko lepši in še toliko bolj zanimiv v razvojnem smislu, v smislu življenja v tem okolju, belokranjskem okolju. Nihče tako do čistega ne popase trave, nihče tako do čistega ne poje za rasti kot ravno ovce. In spomnim se, da so ovce tiste, ki lahko preživijo na kopinju, pa v tem mogoče kdaj drugič. No in sedaj poslušamo direktorja razvojne službe, natančnejšega kmetijskega zavoda iz Novega mesta, VD direktorja, gospoda Dragovana. Lahko rečem, da v Beli krajini predstavlja drobnica kar eno veliko dejavnost, namreč registriranih je 8800 plemenskih ovac in to pomeni, da je po naših občinah v Beli krajini kar precej prisotna drobnica v smislu tako samooskrbe kot tudi, da rečem, komercialne ponudbe, ki jo naši kmetje, ki redijo drobnico, tudi ponujajo v prostoru. Poglejte, ali je te drobnice, tega razvoja teh živali v Beli krajini dovolj? Jaz bi rekel, da nikoli ni dovolj, da je še zmeraj veliko možnosti in tukaj v smislu stroke, katero ta trenutek predstavljam, lahko rečem, da se trudimo, da bi se to zaraščanje, ki se nam dogaja v Beli krajini, pa tudi drugod po Sloveniji, omejili tudi z pospeševanjem reje drobnice in pa promocijo izdelkov oziroma mesa kot posledico prireje drobnice. Eni pravijo ponudba in povpraševanje, drugi rečejo strokovna izhodišča, predvsem selekcija. Vse to na nek način skupaj z voljo ljudi in potrebami ljudi utirja razvoj samega ovčarstva. Je ovčarstvo v porastu, na kakšen način pravzaprav to vidite? Nekoliko bi rekel po podatkih, ki jih imamo, da se to stagniranje minimalno pozna ta trenutek, da je neka, bom rekel, realna stopnja okrog 8000 do 9000 živali. Seveda pa ima zavod ambicijo, da bi na področju sploh sorte belokranjske pramenke nadaljeval oziroma spodbudil tudi preko selekcije in da bi ta belokranjska pramenka dobila svoj status tudi v takozvanem strokovnem smislu in tudi v komercialnem smislu, kajti smatramo, da to je izredno dobra zadeva za deželo, ki je poznana po pečenih jagenjčkih. Poglejte, recimo še enkrat, ali je teh jagenjčkov, ki jih potrebujete za svojo lastno samooskrbo, dovolj v Beli krajini? Jaz bi rekel, da ne, ker ti informiran sem, da se za potrebe raznih, da rečem, večjih prireditev tudi uvaža iz ostalih področij Slovenije. Že smo govorili tudi pri nas v naših oddajah o vašem posebnem programu uvajanja ovc in ovčarstva v Beli krajini. Zavod pelje projekt takozvani Lider ovce v Beli krajini, kaže, da obstaja interes in da bo ta interes tudi na današnji prireditvi iz prisotnosti, bi lahko rekel, da je zelo izrazit. Društvo rejcev drobnice v Beli krajini je tisto, ki že dolgo vrsto let pripravlja vse potrebno za razstavo in pravzaprav skrbi za ovco celo v slovenskem prostoru. No in poslušajmo predsednika.
Poglejte, mi imamo danes že 18. tradicionalno razstavo ovc in koz v Semiču. Se pravi, 18 let, vsako leto imamo razstavo ovc in smo edino društvo v Sloveniji, ki ima že tako dolgo tradicijo z temi razstavami. Naše društvo je med aktivnejšimi društvi v regiji, pa ne na včeraj, dajmo reči na vsa društva. Prirejamo vsako leto razstavo, imamo sejem ovc in koz v Adelčičih, udeležujemo se kmečkega praznika v Prelozju, raznih povork in maškarad po občinah in se člani radi dobivamo skupaj. Ja, društvo je resnično dejavno in v Beli krajini bi težko brez njega, pa vendar vedno imamo v mislih Pravenko, kako je s staležem te? Glejte, če pogledamo glede staleža živali. Stalež živali se povečuje, rejcev pa ostaje enako število. Se pravi, da se rejci povečujejo število ovac na svoje kmetije. Se pravi, to je za naše razmere dobro, kar to več živali na rejca in to gospodarnost reje poveča, se pravi manj stroškov, več dohodka. Ja, zagotovo pripadnost in pa lahko rečemo tudi ljubezen do živali na nek način ohranja stalež, status quo, kot se temu grdo reče, pa vendarno, ali se da z drobnico živeti? Glejte, z drobnico se da živeti, če delaš z drobnico. Z drobnico treba živeti, ne, kot eni pravijo, ovco daš na pašo, pa jagne vzameš, z tega ni nič. Počasi se večje stalež drobnice, z leta leto se par 10 živali je z leta leto več. So pa problemi s prodajo. Pa ne na domačem trgu, ampak imamo probleme z zadrugami, s prodajo, ker uvažajo iz drugih regij, uvažajo iz tujine in iz drugih regij vozijo jagnjeta za potrošnjo. Vi kot predsednik, s kakšnim tropom ovac pravzaprav razpolagate na vaši kmetiji? Na naši, se pravi, Ogulinove kmetiji redimo okrog 300 plemenskih ovac. Ovce se čez leto pasejo na pašnikih, pozimi so v hlevu in na domači kmetiji s prodajo nimamo večjih problemov. Imamo okrog 30 hektarov pašnikov, na nekaj pašnikih se paše tudi nekaj goveda. Ovce pa pasejo tam okrog 22 hektarov. Poglejte, napredek, razvoj ovčereje, kako, na kakšen način se ga lotevate znotraj samega društva? Kako bi se lahko nekdo lotil, recimo, prav ovčarstva? Vsi, ki bi se želeli začeti ukvarjati z drobnico, naj se članijo v naše društvo, se pravi Društvo rejcev drobnice Bele krajine in vsi člani oziroma rejci bomo na voljo za veliko informacij, ki bi lahko prinesli iz našega društva. Ne moremo drugače kot zopet mimo vzdiha, da mora nekaj majhnega umreti, da veliko preživi in tisto malo se potem nahrani na velikem. To je pač zgodba, ki ima v smislu sonaravnega življenja na tem našem planetu vedno isto konotacijo. In prav zaradi tega smo povprašali tistega, ki pripravi jagenjčka tudi za kaj drugega kot samo za peko pečenke, česar smo navajeni, na kakšen način se to pripravi. Danes je bil cilj razsekati, grobi razsek narediti na jagnječji polovici, pa konfekcionirati meso, to se pravi, da ga pripravimo na posamezne uporabniške kose. Pomeni, da ga pripravimo na način, da je uporaben za domače gospodinjstvo, da ga lahko samo damo peč v pečico, ga pečemo v ponvi, ga dušimo ali pa pečemo na žaru. Pokazali smo, kako bi lahko porcionirali meso, konfekcionirali meso na posamezne uporabniške kose. No, tokrat mogoče o tem razkosavanju na drugačen način. Lahko bi govorili še in bomo v jesenskem času o pripravi jagenjčka tudi še drugače kot za pečenko, pa vendar na takem prazniku ne moremo mimo dejstva, da so tekmovali tudi rejci in tisti, ki pečejo jagenjčka, pravzaprav v tem, kdo bo spekel najboljšega. Ampak poslušamo kar predsednika komisije. Dobra pečenka ima več točk, bi rekel. Prvič mora biti pravo jagnje. Mora biti prava pasma jagneta. Drugo, mora biti lepo pečeno,
lepo zlato-rumene barve, ne smejo sklepi se odpirati, ne sme biti lukenj na rebrih, ne sme biti prežgana, ne sme biti črna. Mora biti pečenka sočna, tako da je sladka, bi rekel, da je primerna za uživanje. No, danes smo ocenjevali približno to, kar sem rekel. Zunajni videz, da je pečenka v celoti cela, da ni razpada, da se sklepi ne odpirajo, da posamezni deli teles ne odpadajo. Drugič smo ocenjevali prerez pečenke, da ni recimo krvava v globini, da niso kosti krvave. No in kot tretje smo ocenjevali vojn okus pečenke in sočnost, seveda, tu gre skupaj sočnost in okus. No, mi smo že od nekdaj stremeli s temu, da bi bile to najboljše pečenke v Beli krajini na teh naših razstavah, kajti tu pečajo res tisti, ki tekmujejo za najboljšo pečenko. Zato se vsak potrudi, da zagotovi tem pogojem, ko sem prej rekel, da ima pravo jagnje, da ima dobro peč, da dobro speče in je potem lahko kandidat za najboljšo pečenko. Ja, če bi lahko rekli, kaj je tisto najboljše, ja, verjemimo temu. Pečem janca na starinski način po belokrajinsko vrni na žerjavki in ta način je najboljši po okusu, po vsemu, kar da janc. Janca pečejo tudi na druge načine, v pečih, da stojijo, da se vrtijo, ampak ta način stari ohranjamo, da se vrti na roke, da je lesini ražen, lesini rogli so in bukova drva suha, da se pečejo in to je najboljši okus. Janc dobi, kako vam bi rekel, predih dima, zraka, vse je skupaj zmešano in to je najboljši okus janca in ja mislim, da boljši način ne obstaja, kako bi jo lahko zrihtali. Lepota življenja je pravzaprav v neki skupnosti, znotraj nekega določenega prostora. In če smo prej govorili o nečem, kar vzredimo za to, da pojemo, da preživimo, pa so psi nekaj, kar je lepega znotraj tega življenja in pravzaprav v korist enim in drugim. No in poslušajmo tistega, ki se s psi ukvarja. Na današnji 18. razstavi drobnice Bele krajine predstavljamo tako kot vsako leto tudi pastirske pse. Med te so v našem kraju najbolj popularni šarplaninci, čeprav je avtohtona pasma kraški ovčar. Na tej razstavi danes predstavljamo tu kar nekaj psov, ki dejansko cele dneve delajo z ovcami in so tudi prisotni v naravi. V teh 18 letih se je stkalo v Beli krajini toliko dobrega v korist ovc, da te zagotovo ne bodo izumrle. Mislim pa, da se bo stalež povečeval glede na potrebe. Mi pa bomo sedaj odšli v Poljčane. V Poljčanah so iz ekoremediacije naredili pravo turistično poslastico za vse tiste, ki si želijo videti, kako, na kakšen način lahko očistimo odpadne vode. In skrivnost te ekoremediacije je pravzaprav v starih, tradicionalnih načinih čiščenja voda. Pravijo, da ko voda skoči preko 7 kamenčkov, je čista. In tem je pravzaprav vsa skrivnost. Učni poligoni za ekoremediacije v Modražah za svojo pestrostjo naravnih in antropogenih ekosistemov ponujajo mnoge možnosti izobraževanja na prostem. Obsegajo 5 hektarjev površin, 3 hektarje je opremljenih za učne namene. Na učnem poligonu so vzpostavljena številna učna okolja za razumevanje ekoremediacij. No in poslušajmo. Smo na učnem poligonu za ekoremediacije. Ekoremediacije prevajamo tudi kot zelene tehnologije. Namen tega učnega poligona je, da v živo pokažemo naravne in pa grajene ekoremediacijske sisteme, ki imajo vlogo ali varovanja narave ali pa čiščenja narave. Ti elementi so na učnem poligonu, ki je velik, vsega skupaj 8 hektarov, različno porazdeljeni. Za namene izobraževanja koristimo 5 hektarov in na teh območjih si
ti učni objekti sledijo na način, da lahko mladi pa različne ciljne skupine v živo spremljajo, opazujejo, sodelujejo pri delovanju ekoremediacijskih sistemov. Namen torej je, da se lahko dotaknejo, vonjajo, slišijo, vidijo, kako narava deluje. V to podporo imamo tudi opremljene z tablami, podpisnimi tablami in pa imamo tudi posamezne razlagalne table kot učne table, ki omogočajo obiskovalcu pridobiti dodatne informacije. Ekoremediacije temeljijo na zakonitostih delovanja narave. Uporabljajo se za površine, kjer je prisotna degradacija in predvsem na zavarovanih območjih za varovanje. Ekoremediacije se zato vse bolj uveljavljajo v vsakodnevnem življenju za čiščenje vode, za varovanje prsti, za preprečevanje širjenja prašnih delcev, erozije in tako naprej. Ampak tukaj gre pravzaprav za rastlinsko čistilno napravo. Povejte. Ja, ta rastlinska čistilna naprava deluje po principu, da odpadno vodo iz učnega centra, ki je namenjen za 30 obiskovalcev, in pa iz kmetije, ki je na tem učnem poligonu in ima 4 stalno stanujoče osebe, da torej odpadno vodo od teh oseb zbira najprej v klasični greznici in jo potem dovaja v predčiščenje, to je tukaj, kjer sedaj stojimo, kjer se voda fizikalno useda, gre za mehansko čiščenje in se potem ta zgornji del že prečiščene, fizikalno prečiščene vode steka skozi polja. Najprej prvo polje je tako imenovana čistilna greda, ki ima funkcijo filtriranja, zato jo posebej imenujemo tudi, da čisti s pomočjo filtracije. To dejansko pomeni, da voda, ko teče skozi 50 cm debelo plast, tako globoka ali debela je ta plast proda, mora voda premagati ovire, se dotika tega proda, prod je iz Ptujsko-Dravskega polja, torej je silikaten in steče fizikalni proces čiščenja vode. Gre za enostavno odvzemanje fizikalnih sestavin, ki se v samo usedli vodi še nahajajo. Torej tukaj še ne poteka prav biološko čiščenje, ampak samo fizično čiščenje, tako kot če vodo zlijemo skozi peščen filter, pride prečiščena, ampak vsebuje še vedno predvsem dušikove spojine, fosfate in pa druga onesnažila, tako da prva greda je namenjena samo fizikalnemu filtriranju, potem preide na sredinsko gredo. Tista greda je prava čistilna greda, ki je pa globoka 70 cm in je voda prisiljena zaradi vertikalne postavitve vodnih šob, se v bistvu tišči voda s pritiskom skozi ta prod in pesek in se znova mora prečistiti, ker voda potuje v čistilni gredi počasneje kot pa v filtrirni, se dlje časa zadržuje in če je naprava zgrajena tako, da voda ne najde najbližjih poti, torej da ne odteče prehitro, potem rastlinje, to je trstičevje, ki je v drugi gredi in ima korenine 70 cm globoko, počrpa ta dušik, predvsem gre za odvzem dušika, ker je glavni problem teh odpadnih voda višek dušika in na ta način dobimo vodo brez dušika, to pomeni, da voda več ne smrdi, fizikalno se je prečistila v prvi fazi, ker pa v vodi še vedno ostajajo fosfati, je zadnja greda, tako imenovana polirna, ker se pa voda še enkrat precedi skozi peščen filter, tam se pa odvzemajo še fosfati, do tega pa prihaja zato, ker dušika več ni in rastline, to je pa trstičevje, šaši, ki so posajeni, imajo možnost odvzeti še fosfate. Namreč fosfati se po biološki reakciji počasneje vežejo na koreninske sisteme, če gledamo sorpcijo, torej izmenjavo kationov in anionov na koreninskem sistemu, se počasneje vežejo, ker ga dušik najprej nadomesti, zato se v drugi gredi najprej dušik odvzame in v tretji gredi pride do odvzema fosfatov. Zato govorimo, da je voda še spolirana, torej dodatno počiščena in taka voda se lahko potem zliva v ribnike ali gre v ponikovalnice ali se pa uporablja za zalivanje. Problemi, ki se pojavljajo pri čistilnih napravah, je, da voda najde
pot, da si naredi tako imenovane kanale in prehitro odteka skozi določene dele čistilne naprave. V tem primeru ne uspemo vodo počistiti, ker narava zahteva 4 do 5 dni za čiščenje vode, če pa odpadna voda preteče v dnevu skozi, kar se zgodi v primeru, če si voda najde bližnjice, potem se voda ne prečisti. Tako da je pri rastlinskih čistilnih napravah poleg tehnike izgradnje zelo potreben še ta občutek, to je naklon, vrsta materiala. Če se uporablja recimo material, ki vsebuje karbonate, je zelo nevarno, ker se taki pesek začne v brečo sprejemati in potem voda se drugače preceja oziroma se ne more čistiti, ker nastanejo taki konglomerati. Tako da je zelo veliko še dodatnih zakonitosti, ki jih tisti, ki gradijo, že poznajo, pa nekako vidimo, da v zadnjem času že uporabljajo nove sisteme graditve, predvsem globije, zato ker pri pol metra v hudi zimi na severnih legah se zgodi tudi, da pomrzne voda, potem mikroorganizmi ne morejo delovati, tudi rastlinsko koreninje ne. Torej globlji sistemi in pa, da se rastlinam ne predpisuje več taka funkcija, temveč bolj produ. To pa zato, ker rastline s tem, ko se menja sezona, del korenin pustijo odmret, vsaka rastlina tako deluje in tisto potem ostane v produ pri tleh, pri pol metra in tisto se gnije. In je tisto zelo težko potem odstraniti iz vode oziroma iz te odpadne vode in večinoma tisto dodatno prispeva k onesnaženosti vode, ki jo mi želimo počistiti. Tako da se sedaj sporedno uvajajo tudi naravni čistilni filtri. Rastlinska čistilna naprava je pravzaprav posnetek našega načina čiščenja voda že v zgodovini. Nič novega ni in vendar obujanje starega, skrbimo pa za ekologijo v smislu ohranjanja in porabe čim manj energije za prečiščevanje odpadnih voda, se morda motim. Ja, rastlinska čistilna naprava ni nobena super inovacija, ampak je to tradicionalni sistem. V preteklosti so ljudje vedno uporabljali peščene grede, tako da so zasuli med odtokom vode in iztokom določeno plast z prodom, z peskom, tako da je voda stekla skozi. Niso preračunavali, niso delali posebnih tehničnih načrtov, ampak so sami ugotovili, da ko je voda stekla skozi neko območje proda in peska, je bila čistejša, tako da to tradicionalno spoznanje danes uvajamo na podeželje zato, ker ljudje nimajo denarja za gradnjo pravih čistilnih naprav, ne bioloških, tudi za rastlinske čistilne naprave mnogi ljudje ne bodo imeli denarja, tako da poskušamo preko zakonitosti delovanja narave, nekako vemo, ta sistem je tudi na permakulturnem samooskrbnem poligonu v Dolah, če je peščeni filter globok 2 metra in če voda teče v dolžini 7 metrov, potem se prečisti. Torej, to je neka taka preizkušena dimenzija in poskušamo vodo tam, kjer imamo težave z onesnaženostjo, vsaj speljati skozi take filtre, ker s tem pripomoremo, da voda ne pride v potoke, v ribnike, v podtalnico, ker je potem na teh vodnih elementih čiščenja bistveno zahtevnejše, ker imamo skoncentrirano odpadno vodo na enem mestu. Torej, enostavnejše je, da takoj, ko voda onesnažena priteče iz hiše, po novem se bo greznicam dodajal ta peščeni filter, predvsem na območjih, ki imajo manj kot 2000 populacijskih enot, ker tam pač ne bo zahtevana čistilna naprava, tako da se bi na teh območjih ljudi ozavestilo, da namesto, da se voda spusti direktno v vodotok, da se uporabljajo ti peščeni filtri. Mnogi itak te stvari že poznajo, mnogi ljudje pa nekako niso prepričani, ne verjamejo v delovanju narave in ta poligon je predvsem namenjen, da preizkusimo in pokažemo, kje v resnici so meje delovanja narave pri čiščenju odpadne vode. Ja, o ekoremediacijah bomo govorili še veliko v naših oddajah, ker gre preprosto za ekološko nesporno najbolj čist način zaščite pred emisijami in imisijami. In tu znotraj iščemo pravzaprav tisto, kar pomeni v nekem smislu
zaščito pred samim seboj na energetsko zagotovo nesporno najbolj cenen način. In prav zaradi tega smo odšli v Modraže, da smo vam lahko pokazali, kako tam so pripravili tak učni poligon. No, bogatejši pa bomo kmalu za tak učni poligon, oziroma smo že tudi v Novem mestu, dejansko v Dolenjskem in Belokranjskem prostoru. No, in povprašali smo vodjo tega projekta, kaj pravzaprav o ekoremediaciji vis-a-vis Modraž, ki so že razvite, lahko rečemo tu pri nas. Ključni namen projekta je z ekoremediacijami, če povem, kaj je to je pač urejanje naravnega ravnovesja oziroma reševanje okoljskih problemov z naravo prijaznim načinom. To se pravi, najbolj pogosta oblika ekoremediacije, ki jo poznamo, so rastlinske čistilne naprave. Zakaj smo se odločili za ta projekt? Prav gotovo so te poplave v Posavju, ki so bile leta 2011, in smo ugotovili, kaj lahko narava človeku stori, če nasilno posega vanjo. Hkrati pa smo želeli tudi, da bi se občine lotile novih načinov urejanja, predvsem urejanja odvodnjavanja, ker vemo, da je izgradnja dragih kanalizacijskih sistemov, kar je bila praksa v preteklosti, zdaj ne bo več, ker pač enostavno sredstvo ne bo in bo treba najti nove naravne načine, in to so prav gotovo rastlinske čistilne naprave, ki so tudi zelo primerne za naše okolje, ker vemo, da pri nas je zelo prisotna razpršena gradnja, razpršena naselja, in pač te male rastlinske čistilne naprave lahko problematiko rešujejo lokalno. Ja, gre za resen projekt. V eni od naslednjih oddaj bomo pogledali, za kakšen projekt in kaj novega se bo zgodilo na področju čiščenja odpadnih voda znotraj besede, kot si reče, ekoremediacija. V pravem pomenu besede prihaja v naše okolje in tudi pri nas bomo bogatejši za poligon. Toliko danes.